Ko govorimo o belem sladoledu, govorimo seveda tudi o Mihi Prnetu in Leonu Zodarju. To sta vizualna, likovna umetnika, jaz raje rečem vizualna, ker se mi zdi, da sta več od tega. Kar se mi zdi pri njima nekako najpomembneje, je v resnici to, da čeprav se ukvarjata s slikarsko prakso, ne gre za nek zaprti ateljejski prostor, ampak sta vedno del ali tandema ali pa del družbe. To, kar se mi zdi, da jo najbolj izpostavilo v tem 18-letnem delovanju, je v resnici to, da vedno sodelujeta. Nikoli nista sama, vedno sta del nekega družbenega tkiva. In to se mi zdi, da so prakse, ki so na področju vizualnih in likovnih umetnosti v zadnjem času nekako umanjkale, so pa istočasno to ravno te razlogi, zakaj sta tako kot posameznika, kot tudi tandem, se uspela znotraj našega prostora tako vidno pozicionirati. Osemnajst let je težko strniti, ne? Ampak mogoče to, da sva začela kar divje, da sva se malo umirila, ampak ta humor še vedno ohranjava. Ker prej, čisto na začetku sva delala tako, da sva mogla sama sebe cenzurirati, toliko sva bila brutalna, zdaj se je stvar umirila, ne? Z leti se stvari umirijo. Ja, kaj se mogoče ni spremenilo, ne? Od prvega dne še vedno sva strastna ljubitelja risbe, še vedno vsak dan riševa, posamično in v Ljubljani, drugi v Postojni. Spremljava risarsko sceno okrog naju, kaj se dogaja, kako se trendi razvijajo. Še vedno med nami teče neka ateljejska telepatija, čeprav delujeva vsak na svojem koncu. Ampak se nekako zmeraj izkaže, da sva po obdobjih, da imava neka stičišča in skupne točke. Jaz bi rekel, čeprav se dogaja tudi, da ista dela razstavlja posamično, kot Miha in Leon, in ta ista dela razstavljava tudi kot beli sladoled včasih, so mogoče te skupne razstave ohranjene tega najnega slikarskega bratovstva. Midva se že od samega začetka čutiva eno tako močno energijo, ustvarjalno, in si pač sama sva se deklarirala kot slikarska bratca. In je mogoče to vzdrževanje neke super kreativne energije skupne, enega humorja, ene pozitive. Predvsem je treba razumeti, da beli sladoled nikoli, v začetku ni bil mišljen kot neka resna stvar, ne? Ampak potem se je zelo hitro zgodilo, da so naju začeli, ne vem zakaj, jemati resno, ne? Zelo hitro so naju povabili na mednarodni grafični bienale, dobila sva Uho nagrado, ampak to se je vse dogajalo spontano, ne? Tako da vse, kar se dogaja v belem sladoledu, ni plod nekih hudih planiranj, konceptov, ampak, kakor je rekel že Leon, pač sam preprosto druženje dveh sorodnih duš, ne? To je to. Ko se usedem pa začnem delati risbo, ne, nikoli ne vem, kaj se bo zgodilo na koncu tega sessiona, ne, in mi je to v bistvu, mi je fajn, ker v bistvu je to potovanje, ne, potovanje, ki ne potrebuje letalskih kart, ampak samo dve stvari, pisalo pa papir, ne, in meni je to the best. Jaz se spomnim v resnici, ko sta vidva dobila nagrado Uho leta 2011, in takrat sem tudi prvič zapazil, da ta skupina obstaja. In ravno s to skupino ljudi in somišljenikov se po mojem beli sladoled oblikuje kot nek resni projekt, ki se zgodi na zemljevidu in vpelje tudi neke nove akterje. To se pravi, se mi zdi zelo dobro, da beli sladoled ni samo o belem sladoledu, ni samo o Mihi Prnetu in Leonu Zodarju, ampak je tudi o drugih ustvarjalcih in ustvarjalkah.